Evo, zdaj sem začel. Končno smo tehnične težave razrešili zdajle. Ja, v redu smo. Ne me z profila preveč, ker nisem lep, ampak v redu. Bistvo tega danes kaj že delava? Žreb, zadnji žreb letos. Zadnji žreb po tem letu. Mislim, da je bilo neko vprašanje, da ste mogli po internetu klikati, kar mislim, da vam ne bi smeli biti težava, ampak je bila, ne? Ker sta bila verjetno samo 2 klika potrebna in je bilo to premalo za vas. Skratka, koliko poklicov izobražuje naša šola, je kitarja, ne? Ja, koliko poklica, na srednji poklici, se polnim Bežigrad. Imeli smo ene par dobrih odgovorov, ene par smešnih odgovorov. Predvsem, če kupujemo, Chuck Norris se ni tukaj izobraževal. Ne še, mogoče bo kak bodoče. Ja, nikoli se ne ve. Sicer je tako, da 16 poklicov je res zelo veliko. Mogoče z leti, da bomo prišli tudi na to, drugače pa... Mogoče je naslednjo leto nov poklic. Chuck Norris poklic. Mogoče je naslednjo leto nov poklic. A niso za graverja nekaj govorili? Ja, mogoče graver, pa bo verjetno številka 14, ne? Ja, pa bo 14. Ko bo nov poklic. Ja, ker 10 je zelo mala številka, ne? Tudi za nas je velika številka. Tako da pravi odgovor je nesrečna številka, ne? Sam res. 13, ne? Res je, da se več poklicov večkrat pojavlja, v več možnostih izobraževanja, ne? Izobraževanje 3+2 in tako naprej, za logistične tehnike. Samo ti si ziher, da je 3+2 pa 4 letne, da si isti poklic na koncu? Bom rekel, maturitetni tistemu članu, ki ga dobiš pri znanju, da si neko maturo naredil, ti piše isto. Jaz sem pa 1 leto. Ja, eno leto pa šenkaš. Šenkaš, sicer pravijo, da so te poklici, ki imajo 3+2 tehniki, da so nekako bolj dovzetni do dela in da so iz tega vidika tudi malo boljši. Ja, statistično kazano imajo baje več prakse, tako so nam skozi govorili. Točno tako in tudi mislim, da so nekako malo bolj zaposljivi, da vem, bomo to prepustili drugim, ki bojo delali po raznih metodah, neke statistike, raziskave, povzemanje avtorjev. Verjetno na pedagoški fakulteti, ki je te bolj znana, se znate sajte. Povzemanje avtorjev. Ja. Itak, mislim, da smo kar dosti daleč prišli. Spet bomo klele eno čudo od lončka Tau, to številka Tau, klele napisana. In noter je obilico nekih papirčkov, ki pa ni nujno, da so vsi pravilni, ne? Zdaj tukaj je zanimivo, za dva, ko sta odgovarjala, sta napisala vse 3 možne odgovore. A bomo to štela kot pravilno? Kaj pa vem. Bomo videli noter pač če pride, zdaj če bo napačen, damo ven in žrebamo še enkrat. Zdaj pa ne vem, če največji listek vzeti ven, a če najmanjši listek ven vzeti, ali če krega bo tega, Ja, da krega. Te krega, kjer od spod bomo vzel ven. Ta je sedel točno na ta številki, pa da vidimo. Odgovor 13, to ne bi bilo pravilno, se mi zdi. Ja. Leon Špacapan. Leon Špacapan je dobil nagrado. Leon Špacapan, če prideš jutri, Špacapan je dobil nagrado. Leon Špacapan, če prideš jutri, kdaj je tam od nekaj do 9 lahko prideš iskat nagrado v kabinet 171, če pa slučajno se zgodi, da ne moreš priti, pa pač jav na profil od šole, kdaj bi lahko prišel poiskat, ali pa kar v odgovor, če napišeš. In to je to. Zdravo ti dal pa še eno žogico danes. Ko smo bili dobre volje, da so šlah malo igral. Z učilnicami, da ti ne bo dolg cajt. Točno tako. Čestitam še enkrat srečnemu dobitniku. In to je to. Arrivederci. Drugače pa zelo bi še vas povabil vse za naslednjo leto, bomo imeli video krožek. Lahko se pridružite.
iščemo like za igralce za igrati v nadaljevanki. Ali ni nujno, da so vsi tako lepi, kot jaz, mislim, da nisem lep, no, ampak okej. Lahko, pač da boste igrali, no, pa to je to, no. Se vidimo drugo leto. Točno tako, roko je roko.